Spoštovani in spoštovane, ali ste kdaj pomislili, da bi kupili avto ali pa morda hišo od človeka, ki slovi kot prevarant? Ki slovi kot nekdo, ki je nekoga ogoljufal, opetnajstil, komu kaj skril, kaj utajil ali kaj podobnega? Najbrž ne. In najbrž bi moralo podobno zadržanje, kot nas vodi pri razpolaganju z našimi finančnimi sredstvi, torej neka zadržanost, neka premišljenost, veljati tudi pri naklanjanju pozornosti in zaupanja ljudem, ki veljajo za družbene voditelje v tej državi. Z drugimi besedami, normalen, razvit politični človek v demokraciji bi morda premislil, ali bo svoje zaupanje za vodenje države v resnici zaupal nekomu, ki se je v preteklosti omadeževal s takimi ali drugačnimi nečastnimi dejanji. Najbrž se sprašujete, kaj ima to opraviti s predlaganim zakonom o arhivih. Mislim, da ima. In sicer to, da je treba o ljudeh, ki so družbeno funkcijo opravljali v obdobju pred letom 1991, izvedeti njihovo zgodovino. Treba se je preprosto prepričati, ali se niso pri svojem početju omadeževali s sodelovanjem s katero od služb organizirane komunistične oziroma totalitaristične prisile. Torej, med njimi tudi z UDBO. Zato morajo ostati arhivi odprti. Da je taka evropska praksa, kaže navsezadnje država, ena od držav, ki se je soočala z dediščino najtrše oblike komunističnega totalitarizma, in to je Češka, kjer so arhivi odprti in sicer kljub grožnji, da bo ta ali oni koga zavoljo informacij, ki jih je v arhivih izvedel, tožil. Torej, če želimo kot razgledani državljani svojo naklonjenost in svoj glas vložiti v človeka, v krog ljudi, ki je zaupanja vreden, moramo poznati njihovo preteklost. Zlasti to velja za ljudi, ki so se kot politiki udejstvovali pred letom 1991. V ta namen je kajpak treba, da se prepričamo, da se nihče od njih ni omadeževal z dediščino totalitarizma. Zato morajo ostati arhivi odprti. Zato bom tudi sam, vkolikor bo do referenduma prišlo, glasoval proti sprejetju zakona, kot je sedaj na mizi in kot je sedaj predlagan. Hvala lepa.